Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane kolegice poslanke, poslanci, cenjeni gostje, državljanke in državljane Republike Slovenije. Iskrena hvala za zaupanje. Hvala volivkam in volivcem, ki so nas s svojimi glasovi izvolili v Državni zbor. Hvala predsedniku Republike, dr. Milotjeku, da mi je nastavil rezultat volitev zahtevno in odgovorno nalogo predstavim skupno vlado. Vesel in počaščen sem, da se na Državnem zboru danes predstavim kot kandidat za predsednika vlade. Na predčasnih parlamentarnih volitvah 4. decembra lani so v Veliki Gorici volitve sklenili nezaupniško voljo svetovanja. Na volišča se je pozivila ocena preteklega političnega delovanja, soočen dan med zmerami in upanje na boljši ljudi. Poslanci in poslanke Državnega zbora, ki v Sloveniji, ki v tokratni sestavi najviše v 20 doline Slovenije, je da sem izjemno vesel, smo skupaj zmagovali vsi pretekli volitvi. Vsi skupaj, vsaka poslanka posebej. S svojimi razpravnimi dosežki in posebnimi referencami, da se vseh 90 tukaj prisotnih volivci in volice prepričalo, da bomo kar najbolj predstavljeni in sprejeli njihov interes. Izvoljeni predstavljeni državljank in državljanov smo zelo dolgo in jasno državno volitev spoštovati in najbolj možni meri spomniti počutovanja, ki volitev temeljijo tudi na naših obljubah predsedne kampanje. Zavezi vseh tukaj prisotnih stran sta bili sodelovanje in medsebojno spoštovanje. Kakšno vlado torej današnjih razmerah takoj zgodili? Slovenija potrebuje verodostojno vlado in potrebuje takoj. Potrebuje vlado ekipo, ki bo za premagovanje aktivnega gospodarskega in finančnega položaja sposobna čim prej narediti konkretne premike od premnogih besed, potrebnim dejanjem in vsem spremembam na pot. Tako bomo državljanke in državljane na najboljši način dali vedeti, da njihova potna volišča ni bila za nam in da obljube, izrečene preko volilno nedeljo, niso bile prave. Slovenija potrebuje vrhunsko operativno vlado, ki bo s svojimi odločitvami in ukrepi znala za krizo in zdravstveni tokove tako, da bomo uničili dobrobit države in za vse prebivalke in prebivalce, ki bodo v svoji domovini imeli bolje, živeli lepše. To je izjeden korak v to smer, smo razpravili s hitrim in uspešnim dogovorom s predstavniki sindikatov pred sprejemom nujnega zakona o interventnih ukrepih. Socialni partnerji so vključeni, da so dokazali veliko mero solidarnosti in razumevanja, predstavniki vseh parlamentarnih strank, da smo državljankam in državljanom sporočili, da smo složni uspešni. Prepričan sem, da smo dosegli soglasja in ljudje za njih obudili upanje, ki se znamo hitro in pametno govoriti. A od upanja do zaupanja je dolga. Slovenija potrebuje vlado, ki bo prizadela za skupno dobro, zmeraj znova nalazi vse razlike. Takšno vlado sem pripravljen biti. Zavedam se, da dodajanje slovenskih strankarskih politiki v obdobju pred in še posebej po volitvah pogosto ni prispevalo prevajanju zaupanja in izgubiti politiko, kaj bi rekel nasprotno. Tudi sam sem se o tem kot novinec v strankarskih politiki marsikaj naučil. Ampak Slovenija danes nima več časa za politične igre in igrice, zato je prav, da vsi skupaj odgovorno prisutno pozivajo Slovenske republike, ki vse predstavnike strank v odloku spoštovanega sporazuma brez igre v želji. Da bi čim prej oblikovali operativno sposobno vlado, smo takoj po objavi volilnih izidov organizirali srečanja in osebinske pogovore o vodstvi in volitvah predstavnih strank z namenom uspešno sestaviti programsko sorodno in združivo koalicijo. Nastala je koalicijska zaveza, ki so jo pretekli konec tedna uskladile in parafirale programske skupine strank socialnih demokratov, državljanske liste Gregorja Viranta, Demokratske stranke upokojencev Slovenije in Pozitivne Slovenije. Dovolite mi, da se v predstavitvi koalicije programa, ki smo ga skupaj sprejeli in podelili številno 4 podpisnikov, podrobno ustavim in predstavim naše skupne zaveze,
ter vsebinske cilje.